Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že 39. komentar novic v letošnjem letu. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo ustavili pri 4 različnih temah, čeprav bomo videli, da prva in druga se strogo navezujeta. In seveda tudi tokrat, ukolikor vas zanima, kaj piše v originalih citiranih člankov, dobite vse bližnjice do njih navedene v opisu. A da ne bo prispevek predolg in preveč dolgočasen, je najbolje, da se lotimo prve teme, ki bo tokrat malce bolj obsežna. Do konca sezone 2023 nas čaka še 6 dirk za veliko nagrado. In na italijanski verziji spletnega portala motosport.com smo lahko 27. septembra prebrali izjavo Frederika Vassarja. Frederik Vassar trdi, da boj Ferrarija z Mercedesom za drugo mesto med konstruktorji bo tista glavna točka razvoja skuderije Ferrari, da bodo lahko v prihajajoči sezoni 2024 se odkrito spopadli z Red Bullom. In če se dobro spomnite, pred nekaj dnevi sem napravil poseben prispevek, kjer sem trdil v bistvu nasprotno od tistega, kar je tu povedal sam Vassar. Seveda, prispevek si lahko ogledate, bližnjica je tam zgoraj. A pravzaprav sam Frederik Vassar le dan poprej, torej 26.9. na angleški verziji spletnega portala motosport.com trdi, da McLaren sploh ni neko presenečenje drugega dela te sezone. Namreč sam je opazil odlično formo ekipe z Wokinga že na veliki nagradi Španije. A pravzaprav v tistem prvem delu sezone pri tej britanski ekipi niso bili sposobni doseči rezultatov. Nekaj, kar bi lahko dejali, da jim odkrito uspeva v tem sredinskem delu sezone. Namreč Norris je bil 4-krat na drugem mestu, na veliki nagradi Japonske se mu je pa pridružil na zmagovalnem odru tudi Oscar Piastri s 3. mestom. A pravzaprav sam sem trdil, da Ferrari ne sme toliko ukvarjati z Mercedesom in drugim mestom med konstruktorji, kot bi se morali ukvarjati z drugo, najhitrejšo ekipo v tem trenutku na štartnem razporedu. In to je že prej citirani McLaren, čeprav Frederik Vassar trdi, da je Mercedes glavni antagonist. A seveda verjamem, da šef skuderije Ferrari ima bistveno bolj poglobljen pogled v dogajanje, kot ga imam sam. A po drugi strani, 27.9. na spletnem portalu RaceFans smo lahko zasledili zanimivo izjavo Carlosa Sainza mlajšega. Namreč Sainz trdi, kako v tem trenutku je res McLaren tista druga sila na štartnem razporedu in kako pri Ferrariju bodo morali na določenih progah, kot so tista v Mehiki in v Austinu, torej proge, kjer lahko dosežejo visoke končne hitrosti, se boriti prav z ekipo z Wokinga. Torej, Sainz trdi, da pravzaprav je McLaren glavni antagonist, po drugi strani bi Vassar razvoj usmerjal v tisto smer, ki bi pomagala Ferrariju prehiteti Mercedes. Sam zagovarjam tisto usmeritev, ki nam jo je povedal Sainz, o tem bomo govorili tudi v drugem delu. Ampak kdo sem jaz, da bi lahko nekomu pravil, katera je tista prava smer,
kam razvijati bolid. A če smo v današnjem prvem delu govorili o mnenju Ferrarija, v kakšno smer morajo obrniti razvoj, je v drugem delu prav, da si ogledamo še mnenje, ki ga imajo pri ekipi McLaren. Namreč Andrea Stella je podal izjavo, ki sem jo zasledil na spletnem portalu italijanske revije Autosprint 26. septembra. Namreč Andrea Stella je izjemno skromno dejal, da letos težko vidi, da bi se lahko McLaren boril za zmage. In tu je poudaril nekaj bistvenega, namreč proge, na katerih je McLaren MCL 60 dober, so slučajno tiste, na katerih je Red Bull RB19 enkraten. Torej, ukolikor ne pride nekega zunanjega dejavnika, ki bi recimo temu oba Red Bulla izločil, težko vidi, da bi McLaren imel kakšno realno možnost dosegati zmago. A prav ta stavek Andreja Stelle je pomemben pri razumevanju samega koncepta. Namreč McLaren MCL 60 po lastnostih je praktično podoben Red Bullu RB19. Se morda kdo izmed vas spomni prispevka Zeleni Red Bull, ki sem ga objavil 25. aprila letos? V njem sem trdil, da Aston Martin AMR 23 ni toliko podoben Red Bullu, kot je McLaren. In prav zaradi tega menim, da je tista smernica, ki jo je nakazal Carlos Sainz mlajši v prvem delu današnjega komentarja, bistvena. Ukolikor si pri Ferrariju želijo premagati Red Bull, je dobro usmeriti razvojne sile v smer, da bi najprej premagali McLaren. Namreč šele, ko bodo prehiteli McLaren, bodo na pravi poti, da bodo jo dosegli Red Bull. In prav Andrea Stella je povedal nekaj, kar mi navdušenci si moramo zapomniti. Prva proga, kjer bo McLaren dober in Red Bull še toliko boljši, je velika nagrada Katarja. Ukolikor bomo zopet videli konkurenčni McLaren, ki pa bo kot tolikokrat doslej za Red Bullom, nam bo jasno, da so vse te napovedi pravilne. In takrat se bomo lahko začeli spraševati, kaj je bolj pametno loviti McLaren ali boriti se z Mercedesom. A do takrat seveda je še kar nekaj dni. Mi pa pojdimo k današnji tretji temi. Šestindvajsetega septembra smo lahko na italijanski verziji portala GP Blog zasledili govorico, ki že kar nekaj časa kroži v zaodrju Formule 1. V naslednji sezoni skuderija Alfa Tauri naj bi imela ime Adidas. Nič uradnega in nič dokončnega. Spomnimo se lahko, kako se je pred meseci sušljalo, da bo Gobos, drugi proizvajalec oblačil, tisti glavni pokrovitelj, ki bo svoje ime dal nekako ekipi. A brez skrbi, na bodoči ekipi Adidas naj bi bil prisoten tudi Hugo Boss, kar po svoje že nekako meri na konflikt interesov. A po drugi strani tudi Alfa Tauri je znamka oblačil in če tu ni nekega tržnega konflikta interesov, je lahko vse dovoljeno. Seveda v ozadju smo lahko slišali marsikatero govorico, tudi to, da bi k ekipi iz Faence prišel tretji pokrovitelj, BWT, znan predtem iz ekipe Racing Point, danes Aston Martin. V tem trenutku so prisotni pri Alpinu in po mojem videnju imajo veliko zaslombo v Otmarju Zafnauerju. Ampak prihoda Otmarja Zafnauerja v ekipo Alfa Tauri oziroma kakorkoli se bo klicala v prihodnosti, nam niso še sporočili. A v vsakem primeru
meni, se zdi prihod Adidasa v Formulo 1 malce kaotičen. Namreč mnogokrat mi navdušenci spregledamo nekaj pomembnega. V svetu Formule 1 vsakdo hoče prikazati, kako sposoben je proizvesti nekaj tehnološko izjemno naprednega. In tako je tudi pri zaščitnih oblačilih, ki jih vidimo na priljubljenih ali pa manj priljubljenih voznikih. In če danes malce pogledamo, katere znamke so v večini primerov zaščitna oblačila voznikov, vsaj v tistih najboljših ekipah, bomo hitro ugotovili, da gre za Pumo. In Puma, kolikor je meni znano, je glavni konkurent Adidasa. Če me spomin ne moti, v začetku sta bila dva brata, ki sta se sprla in vsakdo izmed njiju je odprl svojo znamko, svojo tovarno. In zato bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, če do te spremembe pride. A vseeno tema, ki se na prvi pogled zdi malce postranska, ampak po drugi strani nam kaže, v kakšno praznino vstopa Formula 1. Namreč nimamo več nekih pokroviteljev, ki bi bili vezani na avtomobilsko industrijo, ampak imamo kar nekaj interesentov, ki bi investirali, čeprav njihovo ime je izjemno malo povezano s tistim, kar je svet Formule 1. Ampak po drugi strani svetovni prvaki so člani ekipe, ki ima ime ter lastništvo po energetski pijači. In če je to možno, je seveda dovoljeno prav vse. A pojdimo še k današnji zadnji temi. Sebastian Vettel se še zmeraj pogostokrat znajde v raznih člankih in raznih izjavah vezanih s svetom motošporta. In 26. septembra smo lahko prebrali, zopet na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, da Vettel je med kandidati, ki bi lahko v naslednji sezoni nastopili v pokalu Endurance. Pri ekipi Jota imajo v načrtu se začeti pogajati z nemškim 4-kratnim svetovnim prvakom Formule 1. Sami sicer priznavajo, da pravzaprav pogovori se zares sploh še niso začeli, nič ni dogovorjenega in nič ni podpisanega. A pri tej ekipi imajo Porsche 963 in v posadki bi lahko nastopil tudi Sebastian Vettel. Po drugi strani omenjajo še možnost Jensena Buttona in Roberta Kubice, kar je meni vzbudilo rahel sum. Namreč ekipa Jota ni ena izmed tistih glavnih nastopajočih v pokalu Endurance in konec koncev, kot vsi ostali, želi pritegniti pozornost. In najbolj enostavno je pritegniti pozornost z nekim zvenečim imenom, ne glede na rezultat. In tudi zato sam takim pogovorom ne dajem velike teže. Verjamem, Sebastian Vettel bi rad dokazal še marsikaj in ni tako star, da bi lahko dokončno obesil čelado na klin. A njegova zgodba bi znala biti čisto nekaj drugega od tiste, ki smo jo videli na primer pri Fernandu Alonsu. Ko je Alonso prišel k Toyoti, je bil postavljen v tisto prvo ekipo, ki je pravzaprav se borila za zmago. V tem primeru bi bil Vettel le neke vrste magnet za medije in potencialne pokrovitelje. In v taki vlogi sam Sebastiana Vettla ne vidim. Želim mu, da bi dobil neko konkurenčno mesto, ki mu bi omogočala boj za zmago. Drugače, naj se raje ukvarja s tistim, kar ga veseli. V tem primeru, v tem trenutku, seveda z osveščanjem vseh nas glede klimatskih tem. A seveda, to je le neko moje videnje vprašanja, ki še zdaleč ni rešeno.
A kot ste razumeli, tudi danes smo prišli do konca našega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.